Po podatkih registra za rakava obolenja letno za to boleznijo zboli več kot 6000 žensk. Za rakom bo do svojega 75. leta starosti zbolela kar ena od 3 deklic. Pomembna je preventiva in zdrav vedenjski slog, tako kot pri vseh rakavih bolezni, tudi tukaj pri raku materničnega vratu igra veliko vlogo, predvsem pa kajenje kot en od zelo povezanih dejavnikov tveganja z pojavnostjo te bolezni. Rak na materničnem vratu povzroča dolgotrajna okužba z nevarnejšo obliko HPV virusa. Ni praktično možnega zbolevanja z rakom materničnega vratu, če ni okužbe z virusom HPV. In praktično edina dva ukrepa, ki sta na voljo za ob seveda primarni preventivi in zdravem življenjskem slogu, sta cepljenje še deklic proti HPV in udeležba v programu ZOR. Za rakom materničnega vratu vsako leto v Sloveniji zboli okoli 125 žensk. Med bolnicami so najpogosteje ženske, starejše od 50 let, ki neredno obiskujejo ginekologa. Pa za raka materničnega vratu beležimo 2 pika pogostega pojavljanja, tam nekje okrog 35. pa okrog 55. leta starosti. Pri večini žensk, ki pridejo na ginekološki pregled brisa, so celice povsem normalne. Pri eni od 10 pa odkrijejo anomalije. Z rednim pregledom lahko zdravniki pravočasno odkrijejo spremembe celic materničnega vratu, še preden bi postale rakave. Preventivno, da redno hodijo na preventivne ginekološke preglede, to je najbolj pomembno, vsaj enkrat na 3 leta in je to čisto dovolj. Kljub številnim preventivnim akcijam in ozaveščanju žensk skozi vse življenje je še vedno 2% rakastih obolenj na materničnem vratu. Ta pojavnost višja v nekaterih koncih Slovenije, višja kot v drugih in predvsem je to na severovzhodu Slovenije žal. Tukaj so tudi nekatere naše občine, torej statistična regija Podravje ima nekoliko slabšo odzivnost v primerjavi s slovenskim povprečjem in drugimi regijami. V Evropskem tednu preprečevanja raka na materničnem vratu še dodatno pozivajo vse ženske, ki že nekaj časa niso bile pri ginekologu, naj se naročijo na pregled in z ustrezno preventivo poskrbijo zase.